Za začetek se bomo še malo zadržali pri poskusnem poglavju samostojnega delovnega zvezka za slovenščino. Nekatere pomembne vsebine so že vnaprej pripravljene za enostavno povečavo, tako da ni treba uporabiti orodja za povečavo iz orodjarne. Tukaj boste uporabljali ikono miška. Z enim pritiskom povečate in izpostavite besedilo ali strip, da ga lahko preberejo tudi učenci v zadnji klopi. Druga ikona, ki jo vidite, puščica, vodi do interaktivnih nalog. Njihova tehnična izvedba je zelo premišljeno prilagojena tipu naloge, tako da se boste v gradivu srečali z nalogami različnih vrst, ki aktivirajo različne miselne procese. Oglejmo si nekaj primerov. V katerem kraju živi Matic in v katerem Nina? Povleci njuni imeni na ustrezno oznako kraja na zemljevidu. Ups, poskusimo še enkrat. Ta naloga je, podobno kot mnoge druge, obogatena s fotografijama. Imena, priimke in vzdevke oseb ter imena živali premakni iz oblačkov na ustrezno mesto v preglednici. Če se zmotimo, se beseda vrne na svoje mesto v oblačku. Na tej strani je še ena ikona, klicaj. Označuje pravilo, ki ga je potrebno dopolniti. Imena, priimke in vzdevke oseb ter imena živali pišemo z malo začetnico. Ups, ne bo prav. Pišemo jih z veliko začetnico. Različnih dodatkov in z njimi povezanih ikon je seveda v gradivu več. Da ne bomo ostali le pri slovenščini, si nekaj multimedije in drugih dodatkov oglejmo še v učbeniku za zgodovino. Ko se učbenik odpre, se prikaže enaka orodjarna kot pri gradivu za slovenščino. Ikone na straneh učbenika so sicer prilagojene oblikovni podobi gradiva, vendar so vsebinsko enake. Poglejmo najprej tiste, ki jih še nismo spoznali in ki so značilne za ta učbenik, na primer ikono zemljevid. S pritiskom na to ikono se prikaže zemljevid območja, ki ga obravnavamo pri določeni učni uri. Ta ikona nam prikaže dodatno fotografijo ali ilustracijo, ki je drugače ni v učbeniku, nam pa omogoča še dodatno razlago snovi. Ostale slike in nekatera besedila pa enostavno povečamo s pritiskom na ikono povečava. Pritisnimo še tukaj. Prikaže se nam interaktivni zemljevid s prazgodovinskimi najdišči na Slovenskem, katera učenci razporedijo na prava mesta. Pokazala vam bom še dve interaktivni nalogi, ki boste zelo všeč vašim učencem. Najbolj znana prva umetniška dela so jamske slike. Katere barve so v tistem času uporabljali za slikanje? Ne, vijolična ne bo pravilna. Kaj pa rumena in črna? Določene vaje vabijo k preučevanju in razumevanju zgodovinskih virov. Kakšne prizore lahko razberemo na vaški situli? S pritiskom lahko povečamo posamezne dele situle. Interaktivni učbeniki in delovni zvezki založbe Rocus Klet ne pomenijo zgolj popestritve dela z učenci, marveč omogočajo večjo učinkovitost pri pouku. Upam, da ste uživali v tej kratki predstavitvi in začutili, da je interaktivno gradivo v resnično pomoč, tako učitelju kot učencu. Vabim vas, da ga čim prej preizkusite tudi sami. Pa srečno!